Dobrodošli v podcastu Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo s Centrom za nevladne organizacije Slovenije. Naša gostja je Maruša Ivančič. Maruša Ivančič je strokovna sodelavka Društva Kralji ulice. Dela na področju preprečevanja deložacij. Nekaterim pomaga usvojiti bivanje v stanovanju ali bivalni enoti po dolgih letih ulice, drugi potrebujejo njeno spodbudo pri plačevanju stroškov in pomoč pri organizaciji financ, spet tretji se ne znajdejo v zdravstvenem sistemu in potrebujejo pomoč pri komunikaciji in spremstvo. Pri delu z brezdomnimi vedno izhaja iz socialno-pedagoških strokovnih izhodišč, ki so sprejemanje, aktivacija in soudeležba. Maruša, zelo vesela sem, da si danes z nami in prav lepo pozdravljena. Živijo. Pa mogoče kar začneva s prvim vprašanjem. Kako in zakaj si začela svojo nevladniško pot? Kaj te je k temu spodbudilo? Kakšni so bili tvoji začetki v nevladnem sektorju? Jaz sem v bistvu doštudirala kulturno antropologijo in etnologijo, tako da se v bistvu nikoli nisem glih sprašvala, a bo moja pot nevladniška ali pa kako drugačna. Mi je bilo to nekako vedno tako blizu, no? Tako da sem se na začetku ubadala zelo drugimi stvarmi kot zdaj, so me pa te teme od nekdaj zelo zanimale in pač sem se tudi želela z njimi ubadati, samo nisem nekako nikjer imela nobenega vhoda v to, no. Potem pa je v bistvu po enem zelo velikem naključju sem se znašla v tem društvu, ko je zdaj že bivša sodelavka šla na porodniško takrat in so iskali nekoga, ki bi pač uskočil, in se je en moj zelo tak rahel kolega, ali kako bi se temu rekla, spomnil name, ker sem tudi takrat iskala službo in me je vprašal, če bi to počela, in sem rekla ja, čeprav se mi takrat niti ni kaj dosti sanjalo. Pač tem, koliko raznoliko delo, s koliko raznolikim delom se to društvo ubada. Tako da ja, no, takrat sem pač kar not padla iz nekje in mi je bilo ful zanimivo, ful intrigantno in pač sem še zmeraj tam. Tako da to je bil tak nespektakularen začetek, no. Ampak potem spektakularno nadaljevanje, ali kako da ostaneš. Ja. Ampak praviš, da je to res zelo, zelo raznoliko delo. Kako bi na kratko opisala mogoče nek razvoj Kraljev ulice, s čim se ukvarjate? Razvoj Kraljev ulice je v bistvu bil tak zelo tak, kako bi ste mu rekli, nevisoko leteč v bistvu, no. Začel se je iz enega izbirnega predmeta na socialni pedagogiki, kjer so angažirane študentke in študenti pod vodstvom pač profesorjev, so v bistvu štartali nek tak projekt tega časopisa, ne, so izdelali časopis skupaj z brezdomnimi. In tisti časopis, ta prva številka je bila zelo hitro razprodana, tako da so se odločili, da bojo probali s tem nadaljevati. No, potem so v naslednjem letu dobili tudi prvi prostor za potrebe in uredništva in potem tudi tega, da je bil tam dnevni center za brezdomne, ker se je izkazalo, da je tudi za to potreba in pač hkrati tudi neka pisarnica, ne. To je bilo takrat še na Poljanski, iz kjer pač smo zdaj se preselili na Pražakovo ulico, pa še marsikje druge smo tako malo razparcelirani, zelo smo zrasli od takrat, programi se zelo širijo, no. Pač fokus naš je bil pa vedno, no, na eni in isti zadevi in sicer nekemu razumevanju in pristopanju v brezdomstvu, kot se ga definira zelo široko. V bistvu, da mi brezdomstvo ne pojmujemo samo kot to, da je nekdo na ulici, da spi na ulici, ampak štejemo pod brezdomstvo tudi vse ljudi, ki so pač ogroženi, da bojo izgubili dom, ljudi, ki živijo v neprimernih oblikah, ljudi, ki pač, ne vem, recimo nekdo, ki bo zdaj prišel iz zavoda, ker je polnoleten, pa pač nima kam iti, ne, ali pa tudi velikrat nekdo, ki biva pri nekomu, ne vem, ali so to, velikrat so kakšne ženske, ki živijo pri moških v zameno za kakšne usluge, ne, tudi to štejemo pod brezdomstvo, pa še verjetno kaj drugega, kar sem zdaj spustila. Kratka in pač vedno je bil fokus Kraljev ulice pa na to temo, a ne, neka socialna izključenost, ki se pač odraža tudi na tem področju. Tako da ja, tudi stvari, s katerimi se ukvarjamo, so tako zelo raznolike, no, ampak nekako fokusirane k temu.
Torej, raste število programov, je to zato, ker raste potreba po teh programih tudi? Ja, absolutno. Ja, sej, no, to je mogoče tudi ena stvar. Nisem omenila, da ja, seveda pač zaznavamo nove potrebe na terenu in na tak način se tudi potem naši programi širijo. Zdaj v zadnjem času recimo je primer tega, da smo v sodelovanju z Stanovanjskim skladom ljubljanskim, zdaj imamo že 5 skupnostnih prostorov v soseskah, kjer je veliko število najemnikov skoncentrirano, veliko število najemnikov neprofitnih stanovanj in se potem tudi tam pač pričakuje koncentracija nekih določenih socialno-ekonomskih problemov. Tako da zdaj to je neka nova stvar, ki jo malo bolj množično počnemo, recimo temu tako. Razvija se tudi en program za družine, razvija se že izvaja, ampak je še tak majhen, no, recimo temu. So pa ja že iz dnevnega centra, ki je bil skupaj s časopisom prvi program, se je potem razvil program v bistvu nastanitvene podpore. En del tega je prav ta naša nastanitev, ker imamo približno 30 oseb v stanovanjih, ki jih mi kot društvo najemamo, in pač mi v teh stanovanjih izvajamo nastanitveni program. Torej, to pomeni, da posamezniki, ki vanj vstopijo, v njemu bivajo praviloma leto pa pol, v tem času pa jim pomagamo najti neko rešitev za to, kje bojo potem bivali. Ne bi se v tem času tudi nekako sestavili, pač malo samosvojila na tak način. To je en del, drug del je pa ta del, na katerem jaz tudi delam, je pa preprečevanje deložacij. Sicer ta program je vezan na sodelovanje s Ljubljanskim stanovanjskim skladom, ker pač, če bi govorili o preprečevanju deložacij na prostem trgu, tukaj pač bi zelo hitro lahko zaključili ta program, ker bi imeli nič moči. No, pri sodelovanju s Stanovanjskim skladom pa le ni tako, da te vržejo ven ta prvič, ko narediš nek kiks. In pač imamo tukaj kot neko mediacijo, bi rekla, med skladom in najemniki. Torej, ali gre za kakšno razreševanje dolgov, ali za zanemarjenost enote, ali za kakšne prepire, zelo različne stvari. Skratka, poskušamo pomagati osebam nekako razumeti kritičnost situacije in potem tudi razrešiti to do te mere, da pač ne ostanejo brez strehe nad glavo. No. Kaj pa te pri vsem tem recimo osebno motivira pri delu? Ja, meni je to delo že od začetka zelo, zelo fajn, zaradi tega, ker je ne glede na to, ali imaš dober dan ali slab dan ali povprečen dan, je vedno nekaj zelo konkretnega, kar si ti z dan lahko naredil. Mislim tudi to, da lahko je stresno, ampak mislim, da bi bilo zame mogoče bolj stresno to neko pisarniško delo. Ful bi me dušilo, no? Tle mi je pa vsem tako ful je skozi enega življenja v tem. Tako, no. Super prehod na naslednje vprašanje. Kako pa potem sploh izgleda tvoj dan? A si bolj na terenu, a imaš bolj individualne primere? Mislim, malo smo se že prej pogovarjali, pa sem rekla, da pri nas je tako, da brez tega, da greš na teren, tudi pisarniškega dela ni. Najbolj ključen je seveda pač stik z osebami, z osebo, kakorkoli že, da greš z njimi k njim, kakorkoli. Potem pa se pač razvija nek odnos, v okviru katerega ti potem začnejo ponavadi pač osebe tudi zaupati, kar pomeni tudi, da se nate obračajo z določenimi vprašanji, težavami, kar pa pač za sabo potegne tudi dosta dokumentov ali pa potrebe potem, da se komunicira z drugimi institucijami. To pa vse potem pač predstavlja ta naš pisarniški del. Ampak ta terenski del, mogoče je to čisto za neko sliko tega, kaj to pomeni. To ni samo to, da ti prideš nekomu domov, pa se pogovoriš, pa greš. Ta terenski del je lahko ali to, da nekomu pomagaš odmašiti WC, ali je to, da ne vem, ga spremljaš zdravniku, ali je to, da narediš finančni načrt, ali je to, da se nekaj časa dejansko samo na kavi dobivaš, pa pogovarjaš zato, da ti sploh začne zaupati. Pač zelo, zelo različne stvari so to, no.
Tako da ja, no. Imamo pa tudi ful enih aktivnosti še ob tem, kjer tudi se poskušamo tako zaposleni, kot poskušamo tudi zelo veliko, čim več uporabnikov k temu pritegniti in se vključevati. Hodimo pa na ping-pong, na nogomet je neka taka najbolj, mislim, da najstarejša športna aktivnost pri nas. Šahovske delavnice so, v hribe hodimo tudi občasno. Ženske imajo tudi svojo posebno telovadno sekcijo in tako da je teh primerov tega, kaj se počne na terenu ali pa tudi znotraj pač naših prostorov na Pražakovi, je pač res cel kup. Ja, če se ne motim, popravi me. Če se motim, ste tudi zraven pri brcnimo rasizem, ne? Smo, tako. ja. Tako da v bistvu ste nam naša nogometaška konkurenca, Radio Študent. Ja, čeprav ne vem, koliko smo vas zares ogrožali, no. Morda pa naslednje leto. Ok, pa če greva dalje. Na kaj si najbolj ponosna? Pa, ja, to vprašanje sem preučevala in sem razmišljala, da v resnici sem najbolj ponosna, po mojem, na to, da smo nek tak kolektiv, ko je res ful imamo željo spreminjati stvari, ful imamo željo se lotiti stvari in to, da smo res tako odprti, no. Da si upamo, da sprejemamo res marsikaj, česar drugi ne bi. Tako, no. To mi je res, to mi je ful super, no. To se mi zdi zelo lepo, kako si zavila ta odgovor, ker bi lahko tudi povedala individualno, na kaj si najbolj ponosna, pa bi odgovor kolektiv. Na kaj si v kolektivu najbolj ponosna. A bi mogoče lahko z nami podelila še kakšno lekcijo ali pa kiks? Vemo, kdor dela, tudi greši. Kak takšen kiks, iz katerega bi se lahko tudi mi kaj naučili? Ja, mislim, pri take vrste dela je itak ful žalostnih stvari, pa tudi ful zelo smešnih, ne. Tako da teh kiksov ali pa anekdot je zihar vsak dan, kaj ne. Sem pa razmišljala, da bi mogoče ob tej priložnosti predstavila enega, ki se je pa moje sodelavki zgodil nedavno tega. Sicer glih na enem izmed teh terenov, kamor je šla do enega starejšega gospoda, ki živi pač v enem bloku, no. In je se tja pripeljala v bistvu samo zato, da bi mu dala nekaj za podpisati, tako zelo na mimogrede opravek je bil in je tisti dan bila tudi z avtom, kar sicer nikoli ni, ampak je tisti dan glih bila in je v avtu pustila vse pač svojo torbo skupaj s telefoni, zaklenila avto, pač normalno in šla do tega gospoda gor, potrkala na vrata, mi je odprta vrata in ona pač stop noter, reče življen, zapre vrata in ne. In ona, kaj, in on, ja, da pač ne dela, nekaj se je zlomila ključavnica in se pač ne da odpreti vrat. In ona je pustila vse svoje telefone spodaj, pač on itak telefona nima in je bila tam zaprta noter z njim in je rekel, da je totalna panika valjda zagrabila, mislim, ne zaradi tega gospoda, ampak pač kaj bom zdaj, in je začela butati po vratih ko nora, ker od zunaj bi se pa dalo odpreti. In je pol na srečo slišal po nekaj časa nek sosed, s katerim sta pa s to sodelavko še kar na bojni nogi, ker ves čas mora zagovarjati tega njenega gospoda. Ampak se jo je kljub temu usmilil in jo herojsko potem rešil ven iz stanovanja. Recimo. Tako da lekcija bi bila ne puščati telefonov v avtu. In pa ne zapiraj vrat. Sploh ne tujih, če ne veš, če se bodo potem odprla nazaj. Pa morda še za zaključek, kako vam lahko ljudje pomagajo? Ja, lahko pomagajo predvsem tako, da se malo zaveščajo tudi na tem področju brezdomstva in s tem povezanih predsodkov, stigem in tega, kar lahko odlično naredijo s tem, če kupijo naš časopis ali pa če se udeležijo kakšne naše ture po nevidni Ljubljani. Vse to lahko pač na naši spletni strani preverijo. Lahko tudi obiščajo naše skladišče, kjer posredujemo rabljene predmete. To je skladišče na Studencu, odprto je ob torkih in četrtkih. Lahko se tudi tam malo zglasijo pa pogledajo, če bi kaj jih zanimali, zelo veliko zanimivih stvari. Vsekakor
je zelo dobrodošlo, če se komu da sledi malo našemu Facebook profilu, kjer velikokrat objavimo sproti kakšne naše potrebe, a rabimo kakšne materiale, obleke, karkoli. Zelo velikokrat iščemo kaj zelo specifičnega. Recimo pred kratkim smo iskali likalnik za lase, ker smo eni mamici pomagali razuševati tamale. Lahko pa seveda tudi, ne, če ste bolj finančno podprti, nam ali namenite kakšno donacijo ali pa lahko prispevate svojo dohodnino. To tudi so vse informacije na naši strani. Predvsem pa to, no, da lahko se tudi probate pogovarjati, da je s kom, pa vidite, da niso to grozljivi ljudje, pa probate tudi vi pol širiti dalje. Prispevati temu, da se rušijo kakšni predsodki in tako, no. Najlepša hvala. Hvala, Maruša, da te imamo. Srečno še naprej. Hvala. Z nevladniki in nevladnicami se ponovno družimo februarja. Če si niste ogledali našega prvega podcasta, to je super priložnost, da nadoknadite in to naredite zdaj vmes. Jaz pa vas prav prijazno vabim, da se vidimo torej tudi februarja. Pa srečno.